Spoštovane kolegice in kolegi, še enkrat vsem lep pozdrav. V prvem delu današnje svoje predstavitve bi vam predstavila model Potrok, ki je sad raziskovalnega dela 10-letnega za Upravo Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Seveda smo v ta projekt vključili še vse prejšnje delo, tako da ima bogato zgodovino, čeprav teče 10. leto. V drugem delu pa bi vam predstavila naše izkušnje pri iskanju rešitev za protipotresno utrjevanje stavb in nekaj izzivov za v prihodnje. Model Potrok v prvi vrsti naslavlja ogroženost ljudi zaradi potresov. In iz tega naslova vključuje vse osnovne elemente potresne ogroženosti, torej potrese, stavbe in druge gradbene objekte in ljudi. Nevarnost za nastanek potresov, na katere pač nimamo vpliva, so opredeljene v kartah potresne nevarnosti, bodisi za projektiranje, bodisi za civilno zaščito z intenzitetami. V model Potrok pa smo vključili vse tiste izdelane karte mikronizacije, ki so na razpolago, torej za območje višje potresne nevarnosti, tako da so poleg osnovnih podatkov, ki veljajo za skalo, za to karto in povprečna tla za to karto, lahko ustrezno dopolnjena. Stavbe in drugi gradbeni objekti pa so tisti, od katerih je pravzaprav največ odvisno, kakšne bodo posledice določenega potresa na stavbah in posledično na ljudeh. Kar se ljudi tiče, pa model vključuje oceno števila ljudi, ki se bodo v stavbah določene namembnosti nahajale ponoči oziroma podnevi. Ko ocenjujemo potresno odpornost posamezne stavbe, seveda vrednotimo na osnovi točnega računskega modela in obsežnih računskih analiz. Ko pa gre za celoten stavbni fond, pa bi bil tak pristop prezamuden in predrag. Zato so bile razvite v preteklosti in se še razvijajo enostavnejše metode ocenjevanja. V 80. letih je bila enostavna parametrična metoda VS za oceno potresne ranljivosti zidanih stavb, kjer se je v bistvu ocenjene vrednosti parametrov enostavno utežno seštelo. Metoda RANZ je naredila ta korak naprej, da je obdelane ocenjene parametre obdelala z metodo nevronskih mrež. Metodi POSIT in POAB pa sta naredili v bistvu ta preskok, da sta namesto subjektivno določljive potresne ranljivosti prešle na fizikalno oceno koeficienta potresne odpornosti. In to je pač tisti ključni preboj od subjektivnega na objektivno ocenjevanje in pa predvsem, da so rezultati lahko primerljivi z rezultati točnejših analiz. Koeficient potresne odpornosti kot enostavno razmerje med tisto vsoto vodoravnih sil, ki pri potresu nastanejo v mejnem stanju nosilnosti in težo stavbe, ocenimo lahko zelo natančno, lahko malo manj natančno. Za nadaljnjo obravnavo v modelu pa uporabi model potresno ranljivost, RANZ, ki se je izkazala kot primerna, saj je univerzalna za vse vrste konstrukcij. V vsakem primeru pa je obratno sorazmerna s potresno odpornostjo. Zdaj, z posameznimi stavbam prilagojenimi metodami, hitrimi, bolj ali manj natančnimi, je bilo ocenjenih že preko 1600 konkretnih stavb, ki se v večji meri nahajajo v Mestni občini Ljubljana, kajti v Ljubljani je potresna nevarnost največja, pa tudi gostota ljudi je zelo visoka. To pač je tudi
mestna občina pripoznala in zelo zgodaj, že v 80. letih, pa seveda kasneje, pristopila k vrednotenju svojih stavb, pa tudi tipičnih stanovanjskih stavb. Skratka, med temi ocenjenimi stavbami so pomembnejše stavbe, ki bi morale funkcionirati v primeru potresa, ali pa so posledice, kot so šole in vrtci, zelo usodne za družbo kot celoto. Gasilski domovi, ki morajo funkcionirati v primeru potresa, pa kar nekaj tipičnih upravnih stavb, kulturna dediščina je tudi v bazi, in pa večstanovanjske stavbe, ki so bile zgrajene v različnih obdobjih in so tako zelo različne, imajo pa pravzaprav veliko ljudi, stanovalcev, zato so posledice zelo pomembne. Nekaj državnih stavb, tudi specifičen del baze so stavbe v Posočju, utrjene po potresih, in pa nekaj objektov stavbne dediščine v Idriji. V samih projektih Potroh, kot rečeno, ki tečejo že 10. leto, pa je bilo ocenjenih skoraj 300 stavb. Nahajajo se predvsem v območjih višje potresne nevarnosti, po namembnosti pa je zelo podobno kot predhodna baza, torej veliko je bolnišnic, šolskih stavb, upravnih in precej večstanovanjskih stavb, zlasti iz obdobij pred uvedbo predpisov. Iz tega starejšega obdobja je kar 2/3 vseh stavb ocenjenih, 1/3 pa do leta 2008, do uvedbe Eurocode 8. Torej, vse te ocenjene stavbe oziroma njihove ocene potresne odpornosti in ranljivosti predstavljajo bazo znanja, bazo konkretnih stavb v Sloveniji, ki so drugačne kot drugod po svetu, in temu smo v bistvu namenili največ pozornosti, da model temelji na čim boljši osnovi stavb kot tistemu ključnemu elementi potresne ogroženosti, od katerega je odvisno vse ostalo. Na osnovi te baze smo iskali korelacije med potresno ranljivostjo RAN-Z in tistimi osnovnimi lastnostmi stavb, ki so zapisane v registru nepremičnin. To je material navpične konstrukcije, število nadstropij in pa leto zgraditve. Te korelacije, ki smo jih ugotovili, so smiselne in so dovolj zanesljive kljub raztrosu, da lahko z njimi grobo ocenimo vse stavbe v registru nepremičnin, ki imajo podatke. Seveda so te ocene bolj zanesljive za tiste stavbe, za katere so njihove kombinacije lastnosti tipične. Tukaj so na primer korelacije za opečne zidane stavbe in smiselno je, da so višje stavbe bolj ranljive kot nižje in da so starejše stavbe bolj ranljive kot novejše. Ko pa imamo enkrat pod streho, torej oceno potresne odpornosti oziroma ranljivosti stavb kot lastnosti stavb, ne glede na to, kje stojijo, in pristopimo k ocenjevanju, kaj se bo med potresom s stavbami zgodilo, torej kakšna bo pričakovana poškodovanost, pa se model nasloni na Evropsko potresno lestvico. Pri lestvici poznamo njeno intenzitetno lestvico s stopnjami od 1 do 12. V Sloveniji je večji del površine pokrit z 8. In v Evropski potresni lestvici je pravzaprav enostaven zapis, kaj se stavbami zgodi. Pojavijo se velike razpoke na stenah mnogih stavb, pri posameznih dobro grajenih stavbah pa se porušijo stene, slabo grajene stavbe pa se lahko porušijo. Te opisi so sorazmerno enostavni, ampak za njimi stoji še marsikaj in dela se na tem, da se te stvari izboljšuje, predvsem pa, da se tudi dobro vrednoti posledice potresa, posledice konkretnih potresov, da imamo čim boljše karte, ne le potresne nevarnosti, ampak tudi karte intenzitet. Evropska potresna lestvica pa ima tudi lestvico poškodovanosti stavb s kategorijami od 0 do 5.
Torej, nepoškodovane in malo poškodovane stavbe bojo po potresu uporabne, zelene. Zmerno do znatno poškodovane bodo začasno neuporabne, zelo poškodovane in pa porušene stavbe pa bojo po potresu neuporabne. In ta lestvica v bistvu v tej obliki kategorij poškodovanosti model tudi daje končni rezultat za uporabnika, bodisi za posamezno stavbo, bodisi za množico stavb. Za vsako to posamezno kategorijo poškodovanosti model vrne verjetnost, da jo bo posamezna stavba utrpela pri potresu podane intenzitete. No in tukaj so prikazani gradniki v bistvu modela Potrok, konkretne stavbe z svojimi individualnimi ocenami in zakonitostmi ugotovljenimi na njihovi osnovi, karte potresne nevarnosti, krovne in karte mikronizacije, Evropska potresna lestvica in njene definicije. Brez registrov stavb in prebivalcev ne bi šlo. Za dnevni scenarij potresa pa je bil razvit dnevni model zasedenosti stavb. Zdaj, istoimenski portal Potrok je javno dostopen na spletni strani in na spletni strani sta javno dostopni tudi dve aplikaciji. Prva Oceni svojo stavbo podaja vprašanja in z odgovori na vprašanja opišemo stavbo in model vrne pričakovano poškodovanost v taki obliki kot navedeno. Ocena posledic potresa pa je ta druga aplikacija, ki pa opiše poškodovanost vseh stavb na prizadetem območju za definirani potres. V portalu so tudi informacije o tem, katere stavbe sestavljajo to bazo individualnih ocenjenih stavb in pa druge baze podatkov, ki so namenjene Upravi za zaščito in reševanje pri načrtovanju in upravljanju odprave posledic potresa. V bistvu s tem namenom je bil portal Potrok oziroma cel model tudi postavljen. Zdaj pri tej drugi aplikaciji, ki jo bom mogoče zdaj majčkeno na primerih pokazala, podamo potres. Torej podamo epicenter potresa, na primer Ljubljana, in podamo epicentralno intenziteto. In model se potem poveže z registrom nepremičnin in s trenutnimi podatki v njem, ki jih potem poveže z tistimi korelacijami in drugimi modeli, da dobi vse rezultate. Zdaj, tukaj so prikazani tisti osnovni prvi rezultati za ta podani primer. V rdeči vrstici so najprej podane števila stavb, ki bojo težko poškodovane oziroma porušene pri tem potresu, potem pa število ljudi, ki se nahajajo v teh stavbah ponoči ali podnevi ali med vikendom. Stavbe bojo v vsakem primeru iste, samo ljudje se bojo od noči do dneva premaknili, zato je to število drugačno. V rumeni vrstici pa je število stavb, ki bojo srednje poškodovane, in število ljudi v njih. In zelena vrstica daje število malo poškodovanih oziroma nepoškodovanih in spet število ljudi v njih. Poleg tega pa torej model vrne še številne druge rezultate, predvsem tiste, ki so pomembne, kot rečeno, za vodenje aktivnosti po potresu. Zdaj, s to drugo aplikacijo lahko preigravamo tudi različne potrese, posledice različnih potresov. Tukaj bi prikazala potrese z isto intenziteto 8, pri čemer pa smo premikali epicenter v različne kraje po Sloveniji. Torej Ljubljana, Maribor, Celje, Kranj in Lepena kot v bistvu mesto z malo poseljeno okolico. Na levem diagramu so števila poškodovanih stavb in na desnem število ljudi v stavb po nočnem scenariju. Rdeči stolpci so torej poškodovane, zelo poškodovane oziroma porušene stavbe, rumene srednjo poškodovane in zeleno malo poškodovane.
Zdaj, primerjava teh rezultatov pokaže, da bi bil v Sloveniji najhujši tak scenarij, pri katerem bi bil epicenter v Ljubljani. Tukaj je rdečih stavb ne največ samo po številu, absolutno, ampak tudi relativno, glede na vse stavbe, ki stojijo v tem prizadetem območju. Zdaj, tukaj spodaj pa je še primerjava med dvema skrajnostima, kot rečeno Lepena kot centrom malo poseljenega območja in Ljubljano kot drugo skrajnostjo. Pri osmici bi bilo v lepenskem potresu torej 12 stavb rdečih, v katerih bi se ponoči nahajalo 32 ljudi. V Ljubljani bi bilo pri osmici skoraj 400 stavb težko poškodovanih oziroma porušenih, v njih pa preko 9000 ljudi. Torej, gre za faktor 33, kar se tiče stavb, več kot v Posočju, ker pa gre za visoke, velike stavbe, je faktor ljudi še toliko večji, 300-kratni. Kar pomeni, da bi potres v Ljubljani terjal bistveno več napora za odpravo posledic, kot so ga terjali potresi v Posočju. Zdaj, lahko pa in smo to aplikacijo pognali tudi za primer potresa v Posočju, torej na stavbah, ki so bile v času pred utrjevanjem. Torej, prvotne stavbe na vzorcu 100 stavb smo ocenili pričakovano poškodovanost. Večina poškodovanih stavb je bila rumenih, torej 43, 32, skratka 3/4 stavb srednje poškodovanih in 17% rdečih, 4. kategorije poškodovanosti. In to tudi ni daleč od tistega, kar se je dejansko zgodilo. No, potem so bile stavbe utrjene s preverjenimi ukrepi, ki so bili v prejšnji predstavitvi lepo predstavljene. Skratka, injektiranje, povezovanje, temeljev ne smemo pozabiti in tako utrjene stavbe, ki so bile projektirane ustrezno, smo ponovno ovrednotili in rezultat je bistven. Torej, manj kot 10% stavb tako utrjenih bi bilo rumenih oziroma rdečih. Za te stavbe, ki so tipično enonadstropne oziroma dvonadstropne, so se ti ukrepi torej izkazali kot zadostni, Posočje je po utrditvi bistveno manj ogroženo, kot je bilo prej. Zdaj seveda nas pa zanima, kaj je pa v Ljubljani kot druga skrajnost. Kako bi tukaj utrdili najbolj ranljive stavbe? Temu smo se podrobno posvetili v raziskovalnem projektu Mestne občine Ljubljane, kjer smo se posvetili starejšim stolpnicam. Za tip A je značilno, da je nosilna konstrukcija grajena iz opečnih zidov in da ima 10 nadstropij. Za tip B so zidovi grajeni iz betonskih odtlakov in zaliti z betonom, 10 oziroma 12 nadstropij. Tip C pa ima stene iz betona, brez armature, le nekaj sten je šibko armiranih, 9 nadstropij. Vse grajene v zgodnjih 60 letih. Zdaj z preiskavami opeke, malte, betona smo ocenili mehanske lastnosti te navpične konstrukcije. Konstrukcije smo tudi precej podrobno modelirali in z potisno metodo ocenili vrednosti koeficienta potresne odpornosti v eni in drugi tlorisni smeri. Stolpnice vseh treh tipov se pri tem ne razlikujejo dosti, pri vseh je odpornost v eni in drugi smeri precej podobna. In pri vseh je njihova sposobnost prevzema vodoravne potresne obtežbe v višini 4% svoje teže. 4 malo več, malo manj, okrog 4% svoje teže. Kar je manj kot 10% vrednosti, ki jo zahteva Eurocode 8.
Bistven del tega projekta je bil iskanje rešitve oziroma tistega načina utrditve, ki bi dvignil potresno odpornost na nivo, ki ga zahteva Eurokod 8. Preverili smo pri vseh treh tipih stolpnic najprej prvi način utrditve, tako imenovano notranjo utrditev, pri katerih vse nosilne stene oziroma zidove obojestransko obložimo z armiranimi oblogami. Zdaj, pri zidanih tipih se je ta način utrditve prinesel 100% povečanja glede na osnovno stanje, nekoliko več celo pri tipu B, kar je še daleč od cilja. Medtem ko pri tipu C pa se je ta način utrditve izkazal kot zadosten in cilj je bil dosežen oziroma celo malo presežen, kar je pravzaprav logično, kajti nearmiranim betonskim stenam manjka le armatura. Drugi način, ki smo ga pa verificirali, bolj inovativen način, pa je bila tako imenovana zunanja utrditev, pri kateri imamo sistem novih armirano-betonskih sten na obodu tlorisa in ta sistem mora v osnovi izpolniti dva pogoja. Te stene morajo biti dovolj nosilne, da prevzamejo potresno obtežbo, ki izhaja iz njihove teže in teže obstoječe stolpnice. Drugi pogoj pa je, da pomiki, ki pri potresu tako utrjene stavbe nastanejo, ne presežejo tiste vrednosti, ki jo je obstoječa stolpnica sposobna prenesti. In ta pogoj je pravzaprav ključen. In ta pogoj je bilo mogoče doseči s kolikor toliko še sprejemljivimi debelinami teh novih sten, le pri tipu A, ker opečno zidovje je sorazmerno podajno in je lažje bilo doseči to razliko med togostjo sten in togostjo obstoječe stolpnice. Medtem ko stolpnici tipa B in C sta v osnovi preveč togi, da bi bil ta način utrditve uspešen. Za konec bi vam pa pravzaprav v upanju, da smo na začetku ene malo bolj intenzivne poti protipotresnega utrjevanja pokazala dva primera stavb, ki sta pravzaprav v osnovi problematična in smo nanjo naleteli v zadnjem letu. Pravzaprav gre za konkretne stavbe in kot izziv, morda v razmislek, da najdemo s skupnimi močmi kakšne uspešne rešitve. Skratka, tukaj je primer ene zidane stavbe, pri kateri so nosilni zidovi razporejeni le v prečni smeri, ti zeleni zidovi. V vzdolžni smeri je pa stavba praktično brez nosilnih zidov. Ti rumeni so tako imenovani polnilni zidovi, toplotno izolativni, grajeni pa z opečnih votlakov. To smo našli v eni stari knjigi. In tako je stavba v vzdolžni smeri praktično šibka in vsi se verjetno strinjamo, da bi bilo s to stavbo nekaj treba narediti, da pa zelo verjetno ta zunanji tip utrditve ne bi prišel v poštev, čeprav so se mnogi lastniki že zanimali za te zunanje tipe utrditve, ker pri zunanjem tipu utrditve nekaj v notranjosti vsekakor je potrebno. Možna bi bila zamenjava pravzaprav telih z nečem precej nosilnim, skratka razmisliti in najdete na ustrezno rešitev. Drug primer pa sta pravzaprav dve stavbi konkretni v območju, kjer je veljala včasih 7. stopnja, pred letom 81 in po njem še. Prva je bila skratka že zgrajena pred letom 81, nosilni konstrukciji obeh sestavljajo AB stene po sistemu Otinor. Niso problem te stene Otinor, teh je precej, problem je količina sten v pravokotni smeri. Teh je v prvem primeru le za 1/4% tlorisa stavbe, kar je bistveno premalo. Vse ostale stene v tej smeri so bodisi predelne, bodisi zidane s hiporeksom.
Vmes, preden je bila druga zgrajena, je pričel veljati pravilnik leta 81 in zahteva po 1,5% sten v vsaki tlorisni smeri in ta stavba toliko sten ima takšnih. Tako da je bistveno bolj odporna od prve. Zdaj, tukaj je bilo enostavno pač projekt popraviti in zgraditi ustrezno stavbo. Razlika je bistvena, v razmislek pa, kako rešiti take stavbe, ki jim manjka toliko, da bo rešitev tehnološko izvedljiva, pa za lastnike sprejemljiva. Tako da to je bilo z moje strani. Hvala lepa za vašo pozornost. Hvala lepa. Eno vprašanje se je pojavilo v temle klepetalnem oknu in sicer je kolega Dolšek vprašal konkretno, kako Potrok upošteva vplive negotovosti za potresno gibanje tal in za potresno ranljivost stavb. Kako je v bistvu korelacija med, če sem prav razumel, med tema dvema modeloma, med FGG-jevim in vašim? Torej, negotovost oziroma verjetnostna opredelitev posledic potresa je skladna z verjetnostno opredelitvijo, ki je v sami Evropski potresni lestvici. Ne smemo pozabiti, da tudi tam so pojmi zelo verjetnostno opredeljeni, ker potres je tak pojav, taka obtežba, pri katerem absolutno verjetnost treba upoštevati. In zato so tudi rezultati za vsako posamezno kategorijo poškodovanosti pri konkretni stavbi verjetnostno opredeljeni. Torej, za eno stavbo dobimo verjetnost, da je 5-procentna verjetnost, da bo prišlo do poškodovanosti kategorije 2, 20, da bo kategorija 3 in tako naprej. Skratka, špica verjetnostne krivulje se od stavbe do stavbe premika. Za namen, za katere je bil projekt Potrok postavljen, torej za vrednotenje, za potrebe načrtovanja civilne zaščite, je povprečje, kar se samih stavb tiče, če je to povprečje dobro, dovolj. Bistveno je, da je povprečje dobro, ne? To se pravi, da imamo povprečje ugotovljeno na vzorcu konkretnih stavb v Sloveniji. Ker raztros je velik, ampak vendarle negotovost je tudi velik, ampak kar se potresne obtežbe je verjetnost, negotovost skladna z negotovostjo opredeljeno za sami Evropski lestvici. Hvala lepa. Torej, če v bistvu zdaj nekako povzamemo ta naša, bom rekel, prizadevanja, ki jih uveljavljamo pri odločevalcih, in če recimo to, bom rekel, optimizem, ki nam ga je vlil mogoče tudi gospod minister dopoldne, upoštevamo, ne, potem imamo, bom rekel, precej dobro osnovo za začetek tega konkretnega projekta utrditve stavbnega fonda, če je temu res tako. Ja, je bilo to vprašanje? Ja, torej, verjetno, ja, vprašanje, ja. Vsekakor je bilo s tem namenom vsa opozorila, vsa naša prizadevanja do zdaj namenjena temu, da se spodbudi, da se izvajajo prenove celovito. Torej, ko pač z eno grobo oceno dobimo izkaz, da imamo problematično stavbo, je seveda potrebno pristopiti k točnejšim analizam in najtočnejše v fazi projektiranja in seveda združevati ukrepe za izboljšanje lastnosti stavbnega fonda, da ne bi ponavljali iste napake, kot so se v zadnjih letih dogajale z energetskimi sanacijami, ko so se prikrile poškodovane stavbe. Tako da vsemu temu namenjeno je naša prizadevanja. Da so pa naše aplikacije ljudem blizu in v bistvu tudi te aplikacije vedno predstavljene bile v širšem krogu
lokalnih skupnosti, ko smo ocenjevali stavbe širom po Sloveniji, ima tudi svoj namen. Da bodo ljudje kot v bistvu investitorji in tisti, ki se morajo zavedati, da je od njih odvisno, kaj bo z njihovimi stavbami, spoznajo to problematiko, da jim postane blizu, da se ne prepustijo pač čisto svojim drugim vsakdanjim potrebam in odstranjevanju zidov in tako, kot poznamo iz prakse. In da jim ni prvo na mestu zgolj neka spodbuda, če je že dana strani Ekosklada, da slepo pristopijo k njej, ampak da razmislijo tudi o drugih problemih.